samoumevno, da so in da bodo pripadniki civilne zaščite na voljo vselej, ko stvari uidejo iz tirnic vsak dana. Tudi zato je prav, da jim enkrat letno sežemo v roke in izrečemo tisto, kar je v silnem hitenju ostalo neizrečeno. Hvala. Bližajoči se dan civilne zaščite je praznik vseh, ki delujete na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Iskrene čestitke vsem prejemnikom, ki bodo danes dobili priznanja, in na koncu še enkrat iskrena hvala za vse, kar ste do sedaj naredili za naše ljudi in za našo državo. Hvala. K slavnostni besedi vabim ministra za obrambo Republike Slovenije, gospoda Romana Jakiča. Vse zbrane seveda ob današnji slovesnosti lepo pozdravljam ob jutrišnjem dnevu civilne zaščite. Da imamo danes v naši državi sodoben in učinkovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z dejavnostjo zaščite, reševanja in pomoči, je bilo potrebno seveda veliko znanja, tako teoretičnega kot praktičnega izobraževanja in seveda veliko usposabljanja. V ozadju vsega tega pa so vedno ljudje, ki s svojo zagnanostjo, predanostjo delu in profesionalnostjo dosegajo premike, ki so v prid celotni družbi tudi takrat, ko njih samih ni več znano. Spoštovani, ob tem imam v mislih dva velika človeka, ki sta se vse svoje profesionalno življenje posvetila razvoju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji, gospoda Mirana Bogataja in gospoda Bojana Pšeničnika. Zato sem zelo vesel, da lahko danes pred dnevom civilne zaščite razglasim, da se bodo v prihodnje tradicionalni dnevi zaščite in reševanja imenovali po izjemnem človeku, ki je zaznamoval izgradnjo slovenskega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, dolgoletnemu poveljniku civilne zaščite, gospodu Miranu Bogataju. Veliko čast mi je tudi, da lahko razglasim še eno pomembno odločitev. In sicer, da bo uveljavljen strokovni dogodek, ki se izvaja, in sicer simpozij z naslovom Naravne nesreče v Sloveniji, ki poteka v okviru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, zdaj naprej se bo imenoval po gospodu Bojanu Pšeničniku. Vesel sem, da se bosta odslej dva pomembna tradicionalna dogodka imenovala po dveh ključnih možeh, zaslužnih za to, da imamo danes v Republiki Sloveniji učinkovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, utemeljen tako na poklicnem delu kot prostovoljstvu in množičnosti. Po njuni zaslugi se je ta sistem v letih po osamosvojitvi razvil v samostojni podsistem nacionalne varnosti Republike Slovenije. Prepričan sem, da bo na ta način vse, kar sta si prizadevala, seveda živelo tudi dlje. Za požrtvovalno in uspešno upravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči bronasti znak civilne zaščite prejmejo Dušanka Medved, Andrejka Mislovič, štab civilne zaščite občine Markovci, Lučana Trampuš, izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Nova Gorica. Mihael Hleposed, prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Dravi. Andrej Mrak, prostovoljno gasilsko društvo Idrija. Štabni vodnik Rok Pečar, enota za podporo generalštaba Slovenske vojske. Bojan Prelovšek, štab civilne zaščite mestne občine Velenje.
Andrej Žunič, klub vodnikov reševalnih psov Kranj. Aeroklub Zagorje ob Savi. Društvo reševalnih psov Nova Gorica. Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavt. Priznanje bo prevzel skavt. Srebrni znak civilne zaščite se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju ter krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prejmejo ga Vladimira Bočevec, Gasilska zveza Slovenije. Doktorica Tonja Gomzi-Hrabar, enota reševalnih psov Kinološkega društva Šmarna Gora. Renata Koren, območno združenje Rdečega križa Slovenj Gradec. Irena Utroša, Ministrstvo za notranje zadeve. Magister Stanislav Lotrič, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Sodeč po aplavzu si je priznanje res zaslužil. Podpolkovnik Branko Rek, poveljnik 151. helikopterske eskadrilje v 15. polku vojaškega letala. Bernard Štiglic, Jamarska reševalna služba. Miha Žumar, Društvo Gorska reševalna služba Jesenice. S5QRP, Radioklub Celje. In športno, podabljaško in ribiško društvo PDK Koper. Zlati znak civilne zaščite se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Prejmejo ga Marjeta Rdela, štab civilne zaščite občine Gornja Radgona. Irena Polajžer, služba za zaščito in reševanje mestne občine Maribor. Milan Dubravac, poveljstvo Gasilske zveze Slovenije. Robert Kastelic, štab civilne zaščite občine Hrbelje-Kozina. Iztok Koren, postaja Gorske reševalne službe Tolmin. Jožef Merkuš, župan občine Hoče - Slivnica. Brigadir Milan Obreza, poveljnik Združenega operativnega centra Slovenske vojske. Magister Anton Planinc, Inšpektorat Republike Slovenije za promet. Igor Rakar, štab civilne zaščite mestne občine Koper.
in pa magister Anton Travner, podvodna reševalna služba Slovenije, priznanje pa bo prevzel Vladimir Ban. Vsem iskrene čestitke in hvala lepa gospodu Darku Butu, generalnemu direktorju Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na oder vabim poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, gospoda Srečka Šestana, ki jih bo podelil. Plaketo civilne zaščite kot priznanje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe Rajko Bračič. Plaketa se podeljuje posmrtno. Plaketo bo prevzel Valter Zakrajšek iz Jamarske reševalne službe. Jože Dakskobler. Damjan Hrvatin. Franc Košir. Anton Planinc. Anton Pucihar. Martin Smodiš. Radoljub Šutanovac. Janko Turenšek. Društvo Gorske reševalne službe Jesenice. Letajska policijska enota. Ostal pa nam je še kipec civilne zaščite kot nagrado za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prejme Bogdan Zorati.